Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, prodajalci in kupci, spoštovani gostje, lep dober dan in lepo pozdravljeni na odprtju tržnice Okusi Kamnika. Pa za začetek prisluhnimo skladbi s pomenljivim naslovom Bogataš, ki nam jo bo izvedla učenka 5. razreda glasbene šole Kamnik Ana Kastelic. Zdaj pa k besedi bom povabil gostitelja današnjega dneva, gospoda Marjana Šarca. Izvolite. Spoštovani evropski poslanec, gospod Ivo Vajgl, spoštovana direktorica Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, Urška Kolar in organizatorji ter vsi obiskovalci tele prireditve. Vesel sem, da se nas je toliko zbralo. Res je, kot je rekel Iztok, nekako v Kamniku tukaj orjemo ledino. Drugje so takšne stvari morda že običajne, pri nas pa res šele začenjamo to pot združevanja podeželja in mesta in pa seveda vračanja nazaj k naravi in to v dejanjih, ne samo v besedah. Če bomo znali tudi pri nas v Kamniku to dvoje združiti in se zavedati, kaj je zdrava prehrana, kaj so domači izdelki in kaj je vračanje k naravi. To, kot je rekel Iztok prej, da se meni, da njive trenutno počivajo, ja, so travniki, tako da so pokošeni in se ni zabati za zaraščanje. In res je ta tradicionalna prireditev, ki bo, upam, res vsak zadnji konec tedna v mesecu tukaj na glavnem trgu, naj nas spodbudi k razmišljanju o tem, kajti danes se razni politiki na vseh nivojih veliko o tem pogovarjajo, kako bi bilo dobro, kaj bi se dalo, da ne bi bilo tako, kot bi želeli, ali pa da bi bilo, skratka, en kup govorjenja je, pri nas pa upam, da bomo to uspeli udejaniti v praksi. In zato smo danes tukaj, zato se vam vsem iskreno zahvaljujem, da ste prišli in da boste redno prihajali na to tržnico, kjer boste spoznavali tako okuse Kamnika, kot tudi druge izdelke. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa gospodu županu. Za, kako se temu reče, posejene rožice, a ne, siguren boste pa, sem prepričan, da boste v prihodnjem letu tudi sam med ponudniki, a ne, na tej tržnici, a ne, če ne drugače z vašimi protikandidati, da boste vsak svoj predvolilni golaž hoteli v promet spraviti, ne. Zdaj pa vabim k besedi gospod direktorico, da je pravilno formuliram, Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, a ne, včasih smo tako enostavno rekli temu TIC. Gospod Urška Kolar, ki je nekako, če se lahko tako izrazim, zakuhala okuse Kamnika, a ne.
In če pogledamo, že njeno nedavno imenovanje je pozitivno prispevalo k kulinaričnem razvoju Kamnika, saj so nekateri zaradi vašega imenovanja v bistvu še danes kuhajo rivce, tako da nam lahko poveste, če bo mogoče tudi kamniški rilčev ričet prišel med ponudbo okusa Kamnika. Izvolite. Hvala, Iztok. Ponudbo seveda še širimo, tako da smo odprti za predloge. Spoštovani častni gostje, spoštovani občani, spoštovani obiskovalci, dobrodošli na prvi tržnici Okusi Kamnika podeželje, za katero se nadejamo, da bo res postala tradicionalna. Zgodba se je začela, kot je omenil Iztok, kar pred enim letom, ko je dr. Janez Bogataj napisal kulinarično oziroma gastronomsko strategijo osrednje Slovenije. To smo v Kamniku takoj prepoznali kot odličen potencial in zbrali strokovno komisijo, da res pregledamo, katere so te tradicionalne jedi, ki so nekako že izgubile svoj pomen oziroma so nekako šle v pozabo. In spomladi smo te jedi predstavili javnosti in lahko rečem, da smo zelo srečni, da je veliko kamniških gostincev te jedi že ponuja in dosegajo kar velik interes oziroma veliko ljudi je že prišlo na okus naših tradicionalnih jedi. No, seveda pa ni dobrih tradicionalnih jedi brez lokalno pridelane hrane. In ker se zavedamo, da imamo v Kamniku marsikaterega proizvajalca, ki proizvaja odlično doma pridelano in tudi ekološko hrano, smo se odločili projekt še razširiti in tako smo danes tukaj na tržnici Okusi Kamnika podeželje. Iskrena hvala, ker ste se odzvali v tako velikem številu in dokazali, da je res čas, da tudi v Kamniku približamo lokalno pridelano hrano tako Kamničanom kot tudi obiskovalcem in seveda ne pozabite, da smo tu vsako zadnjo soboto v mesecu. Hvala. Hvala lepi gospe direktorici Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik. Upamo, da bo v svojem mandatu zakuhala še kaj tako okusnega, kot so okusi Kamnika. Zdaj pa vabim k mikrofonu predstavnika kamniških lokalnih pridelovalcev hrane, gospoda Valentina Zabavnika, ki že vrsto let si aktivno prizadeva, da bi lokalno pridelana hrana in sadje dobila večji pomen tudi v lokalnem prostoru. Morda nam pa zaupa tudi to, jaz sem se pripravljal na vse skupaj malo prej, preden sem samo ponudbo videl, sem ga hotel pobarati potem, če bo na voljo tudi tunški močeradovc, in sem ga opazil na stojnicah, ampak prepozen, tako da se mi še zmeraj jezik zapleta, pa imam še malo treme, ampak ti ne izvoli. Povej nekaj o... Hvala, Iztok. Hvala vsem obiskovalcem te današnje prireditve, lep pozdrav vsem današnjim gostom. Posebej bi se pa rad zahvalil tem kmetom, ki so se postavili na te naše stojnice, kajti da nekdo pride do tega položaja, da lahko prodaja, je kar dolga in mučna pot. Rad bi povedal prav na to temo nekaj dejstv, ki je prav, da se jih zavedamo, da take prireditve, kot so današnje, ki so tako pomembne za Kamnik, torej ker so manjkale, da ne bi propadle. 50 let nazaj se spomnim, ko je iz naše vasi, ki je štela 70 kmetij, polovico žensk iz kmetij hodilo na tržnico s košem, so prodajali izdelke. Danes smo komaj zbrali toliko, recimo 10 stojnic iz cele občine. Torej, 100 let gre ta upadanje kmetijstva. Vmes je prišlo še do zasmehovanja kmetov, stigmatizacije. Kmet je še danes v Sloveniji najmanj spoštovan poklic. Popolnoma na repu, za razliko od drugih dežel, ki imajo to urejeno, sonaravno, tam je kmet zelo spoštovan. Skrbi za krajino, skrbi za vse druge stvari, ampak ljudje to vidijo. Mi smo konec koncev prišli do samega dna. In ta kriza, ki je zdaj, nam kaže pot ven in ena od te poti vidimo danes, mislim, da je to ta prava, in kdorkoli bo kaj naredil za to, da se bo status kmeta izboljšal oziroma da se bo normaliziral, se mu iz tega mesta že vnaprej lepo zahvaljujem. Hvala vsem,
ki boste na tej poti pomagali, da bomo podeželje in mesto spet prijatelji skupno na isti poti k boljšemu življenju. Hvala lepa gospodu Valentinu Zabavniku za izčrpno predstavitev. Častni pokrovitelj današnje prireditve, gospod Ivo Vajgl. Mislim, da je čas takšen, da nas naravno skliče in vabi, da se vrnemo k sebi, da poiščemo pri sebi pravzaprav tisti zaklad, ki ga čuvamo, ki ga imamo. In preden sem vas slišal, sem rekel, jaz bom danes vam povedal tukaj eno pravljico. Pravljica pa je nadaljevanje tega, o čemer ste vi, gospod Zabavnik, govorili. Ko sem bil veleposlanik na Dunaju pred zdaj 12 leti, me je pot prinesla mimo nekega projekta, v katerega še vedno verjamem in ga poskušam nekako popularizirati tudi tukaj. Projekt se imenuje Waldviertel. To je v tistem delu Avstrije, ki meji na Češko, je bila ena regija totalno nerazvita, zaradi tega, ker je bila na un strani je bil pač železna zavesa in vse ceste so se končale tam. Potem je prišla ena gospa, ki je slučajno bila evropska poslanka tudi, ampak je bila tudi posestnica, tako kot je vaš župan, in je navdušila ljudi, da bi iz te svoje regije, kjer pravzaprav nobene tovarne ni bilo, ki bi uničila to idejo, napravili eno regijo pridelovanja biohrane, trženja teh proizvodov, povezovanja z industrijo, ampak spet na nekakšni zdravi osnovi. In če vas bo kdaj pot zanesla tja, vredno je izleta, boste videli, da imajo tam neke nenavadne poljščine, ampak za vse so se dogovorili na nekem zadružnem principu. Pri nas je ta beseda skoraj da prepovedana in šele v zadnjem času prihajamo do tega, da odkrivamo, da je tudi to en del naše gospodarske zgodovine in to boljši del naše gospodarske zgodovine. Oni so se dogovorili, da bodo proizvajali stvari, kjer je maksimalna dodana vrednost. In imajo recimo polja, velika polja ječmena. In jaz sem se začudil, zakaj ječmen v neki intenzivni kmetijski predelavi. In so rekli, ja, mi ga predelujemo samo zaradi tistih 3 dni v letu, ko ječmen cvete, poberemo cvetni prah in ga prodamo na Japonsko, kjer delajo iz tega zdravila za prostato. Potem imajo velika polja maka. Maka, ki ga prodajajo farmacevtski industriji na osnovi dolgoročnih pogodb. Potem imajo lan in lan proizvajajo, na koncu proizvodne verige za lan so puloverji, so srajce, mislim tudi ta vlakno se do konca sprocesira, samo prej pa gre seme v farmacevtsko industrijo, v razne predelave. Imajo na tem področju recimo, ko govorimo o maku, imajo muzej maka. In noter najdete od svežih makovih potic do starih mlinčkov za mak in tako naprej, vsaki gre mimo se ustavi. Na tistem področju je zraslo 10 bolnic, rekreacijskih centrov in tako naprej, ki imajo svojo reputacijo potem, da se tam servira samo biološko pridelana hrana. Nobenih problemov nimajo z zasedenostjo. Govorimo o enem področju, ki je veliko tako kot ena tretjina Slovenije približno. In je živ dokaz, da nam narava daje dovolj, če jo znamo spoštovati, če ji znamo na pravi način pristopiti. In zdaj tukaj bom jaz končal, ker vas nočem vam pokvariti tega dneva. Jaz mislim, da je to čudovita ideja,
Gospod župan, jaz vam čestitam tudi temu, da tako lepo idejo podpirate in tudi rad bom prišel kdaj pogledati, kako in kaj se pri vas ponuja. Ampak na vsak način sem prepričan, da bomo v Sloveniji se morali vrniti k sami sebi, tudi k svoji zgodovini, jo spoštovati. Vse imamo za to, da si zagotovimo bodočnost in zase in za svoje otroke. Hvala lepa in želim tej tržnici veliko uspeha pri delu. Hvala. Hvala lepa gospodu Ivu Vajglu za lepe misli in primere dobre prakse. Učenec 3. razreda glasbene šole Anže Balantič na harmoniki zaigra še ples na trati. Sicer do trate malo daleč, ampak če bojo koga pete zasrbele, pa lahko tudi tukaj zapleše, saj tukaj se jih že plesali. Tako uradno otvoritev kamniške tržnice Okusi Kamnika, oziroma lahko ji rečemo kar po domače kamniške kmečke tržnice, je pri kraju. Upamo, da se vidimo, če ne prej, pa zadnjo soboto naslednji mesec. Nasvidenje in hvala lepa.